Komisija za preprečevanje korupcije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije so pod častnim pokroviteljstvom ambasade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji 8. decembra 2014 organizirali predstavitev raziskave in okroglo mizo z naslovom Država – neodgovorna lastnica. Uvodoma sta udeležence nagovorila Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Pristojnosti komisije so seveda omejene. Pristojnosti komisije so na področju nadzora, se pravi ugotavljanja, ali so določeni postopki, ki jih izvaja kdorkoli, v skladu z določili našega zakona, v skladu s pričakovanji etičnega poslovanja, lahko rečemo danes tudi korporativnega upravljanja, in seveda v okviru tega naša komisija samo ugotavlja določena dejstva in na njih opozarja pristojne organe in seveda predvsem slovensko javnost. Torej, mi imamo seveda organe odkrivanja in organe pregona in tudi komisija se v primeru svojih ugotovitev obrača na njih. Bodisi da je to policija, tožilstvo in seveda v končni posledici, če tožilstvo ugotovi, da je bilo res kaj narobe, se stavi in vloži obtožnico, potem seveda v končni fazi o tem odločajo sodišča. Ter Kristofer Ivon, začasni odpravnik poslov na veleposlaništvu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji. The global fight against corruption is something which my own country feels deeply, passionately about. Indeed, through the UK's leadership of the G8, through our role in the OECD, and through the United Nations, the UK has tried to lead by example when it comes to the fight against corruption. Sledila je predstavitev rezultatov raziskave proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks. Analizo zgodovinskih in strukturnih procesov ter značilnosti oblikovanja poslovno-političnih in finančnih omrežij v obdobju pred in po tranziciji je predstavil dr. Urban Vehovar z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, analizo procesa privatizacije slovenskih podjetij ter vlogo subvencij in neposrednih tujih investicij pa dr. Polona Domadenik in dr. Matjaž Koman z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Rezime oziroma nek sklep v tej fazi je ta, da je trojna tranzicija v Sloveniji neuspela, da preprosto v tem procesu nismo uspeli. Treba je tudi se sprijazniti s tem, da je tranzicija konec, tam, kjer smo, pač smo. Od zdaj naprej bo šlo samo še za popravke zatečenega stanja. Nažalost pa situacija je zelo slaba, tako da jaz osebno pričakujem, da bomo stagnirali najmanj še 10 let. V tem času nas bodo pa ostale srednjeevropske postsocialistične države prehitevale, ker so preprosto obračunale s preteklimi elitami, s starimi elitami, obenem so pa vzpostavile ugodno institucionalno oziroma poslovno okolje. Dogodek se je zaključil z okroglo mizo z vabljenimi gosti.